Dobro, to verjamem, da migate in da je plan. Ok, 3 minute, vseeno predlagam, da počasi začnemo. Kar sem že povedal na začetku, se pravi, danes je na vrsti Polona Javšnik, ni več novopečeni menedžer. Ima luštno ekipo, rekel tudi opaziti, saj jaz sem jih opazil, celo ekipo in vse skupaj so na družabnih omrežjih, ne, in dejansko, kar je občutiti, je, da vse skupaj nekako delajo kot ekipa, se pravi istih projektov, pa tako naprej se lotujejo. In iz tega naslova mislim, da ima odlična izhodišča, da malo predstavijo aktivnosti, ki jih delajo, oziroma kaj so tisti koraki, 5 ključnih korakov, mislim, da je naslov, ne, do uspeha. Polona, beseda je tvoja. Hvala, Gregor. Lepo vas pozdravljam. Ful sem vesela, da vas vidim, tisti, ki imate kamere prižgane, tako da še enkrat pozdravljeni. Luštno vas je videti tako, še bolj luštno pa bo videti, ko bomo v živo skupaj, da se res malo podružimo. Tako kot je Gregor omenil, bili smo zdaj ta vikend v Opatiji na Success Dayu Hrvaške in res, sploh zdaj po 2 letih nedruženja je to eno res tako noro doživetje, občutek, da imaš ljudi ob sebi, da se dogaja, da je nekaj živega, da ni samo ekran, ne. Čeprav tudi te rešitve so super. Tako da za vas danes sem pripravila eno predavanje 5 korakov do uspeha. Ne bom predolga, pri vsakem koraku vam bom pa podala tako ključne, v bistvu dejansko stvari, ne bom nekaj dolgovezla, pa verjamem, da tudi veliko od tega že ste slišali, pa včasih je fajn, da slišimo nekatere stvari večkrat in da jih malo ponovimo, zato ker danes smo odprti za nekaj, pa slišimo nekaj, pa če bomo slišali čez en mesec enako predavanje, pa bomo slišali nekaj drugega, v bistvu dejansko, ne. Tako da za vas sem pripravila tudi malo PowerPointa z zaključnimi točkami, jaz bom pa probala malo z besedilom zraven vam še kaj povedati. Se pravi, teh prvih 5 korakov se začne z osebno rastjo. Se pravi, najbolj pomembno je res tisto zdravje naše, kar imamo mi zelo dobro izhodišče. Moč nam daje tudi ta notranji mir, trening uma, da ti pomaga kreirati in ustvarjati. V bistvu smo sami ta vir uspeha ali pa neuspeha. Zadovoljstvo, vseživljenjsko učenje in navezanost na svoj cilj. Se pravi, ta osebna rast se nanaša na naše mišljenje. To je tudi čustvovanje, vedenje, vse, kar govorimo, v bistvu vse, karkoli počnemo, je naša osebna rast. Zato je zelo pomembno to naše zdravje, za katerega verjamem, da vsi zelo dobro skrbite, ker v bistvu mi smo tisti največji vir uspeha ali pa neuspeha. In kadar v bistvu ne spoštujemo teh svojih potreb, ki jih imamo, takrat pride do nekega trpljenja, ki nas pa vodi v bistvu ravno v napačno smer, se pravi, gremo proti tistemu neuspehu. In bolečina je vedno nekaj, kar nas opozarja in nam sporoča, da je v bistvu nekje v ozadju neka naša neizpolnjena, neka potreba, ki bi jo bilo v bistvu fajn, da jo ozavestimo, da ugotovimo, kje se dogaja in da jo lahko potem tudi saniramo. Velikokrat se nam tudi dogaja, da čakamo na nekoga, ves čas čakamo, pa si mislimo, zdaj bom, recimo, ne vem, sploh pri našem poslu, zdaj bom počakal, se mi bo ta priključil, pa bo meni pol šlo boljše. Se pravi, čakamo vedno na nekoga in pričakujemo, da bo nekaj naredil, v resnici pa v bistvu ves čas čakamo le na sebe, da se premaknemo in da naredimo tiste prve korake. Zato je zelo pomembno, da prepoznamo to svojo moč in ti v bistvu, pa kljub temu so pa zelo pomembni ti odnosi, ki jih gradimo, ne. Lahko rečemo, da so temelj, naši odnosi sami s sabo in z okolico, in z našimi prijatelji, družino, sodelavci, z vsemi gradimo neke odnose. Zato je zelo pomembno, da smo v teh odnosih zadovoljni, ker nas to potem tudi osrečuje, nam daje moč, še posebej fajn je, če imamo nekoga ob sebi, ki nas podpira pri vsem tem, kar počnemo,
in da smo res v bistvu zadovoljni. Ne smemo pa pozabiti, pa vedno moramo dati sebe na prvo mesto, kar je običajno najtežje, ne. Vsi vedno želimo pomagati drugim, ampak če ne bomo pomagali sebi, potem tudi težko drugim pomagamo. Jaz sicer še nimam izkušnje, da bi se peljala z avionom, ampak koliko sem slišala, je navodilo, da najprej sebi nadeti masko, potem pa vsem ostalim, ne. Se pravi, ker če sam ne moreš sebi, mislim, če ti ne boš v stanju, ne boš mogel niti pomagati drugim. Torej, dajte se vedno na prvo mesto. Pravijo, da trdi časi, zdaj smo jih izkusili za tole korono, vedno minejo, ampak tisti ta trdni ljudje pa vedno ostajajo. Tako da, bodite močni, bodite trdni, ker le tako boste lahko v bistvu šli naprej. In ne glede na to, karkoli se dogaja okoli nas, zdaj smo imeli res 2 leti enih takih zanimivih situacij in zelo pomembno je, da ostanemo vseeno mirni. Ta mirnost v nas nam pomaga, da gremo naprej, če se pustimo, ne vem, v neke slabe energije, potem nas bo to tudi odvedlo in je zelo dobra pot proti tistemu neuspehu, ki si ga pa mi sicer ne želimo. In ker želimo k uspehu, moramo biti notranje umirjeni, spet delati na sebi, delati na sebi. Tako da lahko gremo potem naprej. In vse, karkoli v življenju v bistvu imamo, so to naši rezultati, ki se kažejo na odnosih, na našem izgledu, tudi v bistvu ta empatija, vir prihodkov, pa tudi lahko potem posledica tega našega notranjega miru in, ne vem, te sreče, da gremo naprej, da nismo ostali na enem mestu in da se premikamo. Moramo pa vedeti, da tudi takrat, ko sem prej rekla, včasih čakamo na nekoga in ko dajemo neko odgovornost vedno na drugega, da tudi takrat smo v bistvu, mi sami nosimo potem posledice, ne? Ker v bistvu, če čakaš na nekoga, pa sam nič ne narediš, tudi na koncu spet nič nimaš. Torej, to čakanje nas ne vodi k uspehu, ampak v bistvu poberemo samo posledice, ki pa verjetno niso ravno v skladu s tem, kar smo si zadali in kam bi želeli naprej. Bob Proctor je celo rekel, če ti tvoj rezultat ni všeč, se spremeni. Rezultate, tako kot sem rekla, ustvarjamo sami, zato se ne smemo navezovati na druge ljudi, ampak smo res odgovorni sami za sebe in se moramo navezati le na svoje cilje. Se pravi, zelo pomembno je, da si postavimo cilje in se navezujemo na te naše cilje, ne pa na ljudi in na vse okoli, kar nas obdaja. Še ena zelo pomembna zadeva je, da je zelo pomembno, kaj imamo tu noter. Kakšne slike, kakšne filme, kaj si v bistvu mi vrtimo. Ker to je tisto, kar nas vodi naprej. Zdaj, če so te slike negativne, če so črne, če so samo slabo, vse slabo, potem je to zelo velika verjetnost, da nas bo peljalo po oni drugi poti k neuspehu. Če bomo pa razmišljali pozitivno, verjeli v sebe, si postavljali cilje, se postavljali celo v situacijo, da so cilji že uresničeni, pa bo verjetno večja verjetnost, da gremo k uspehu in po tisti poti, ki je za nas prava, da nam pomaga uresničiti te naše cilje. Velikokrat ste verjetno že slišali cilji, pa kaj to sploh je, pa napiši cilje, pa ne vem, nastavi si jih, pa ogromno vsega, pa postavi si velike cilje. Jaz bom pa rekla tako, da pomembno je, da cilje imamo, super je, če jih imamo napisane, zato ker potem se jih lažje zavedamo. Ena dobra zadeva je, da si mogoče celo na en taki listek napišete, vstavite v denarnico. Jaz sem to en čas zelo pridno delala, zdaj pa moram malo ven ta listek potegniti, pa da vidim, kje lahko vse kljukice delam, tako da upam, da jih bo kar nekaj. Pri teh ciljih bi pa rekla takole, postavite si vse v začetku mogoče majhne cilje, zato ker jih boste prej dosegli. In to vam bo dalo tisti elan in moč, da boste šli naprej. In ko boste vi dosegali cilje, boste dobili še večji zagon, pa še večjo voljo. Če pa si zastaviš ful visoke cilje, pa jih ne moreš doseči, se dostikrat zgodi, da potem ljudje obupajo. In rečejo, ja, vse res, nisem sposoben tega, ne zmorem, ne gre mi, vse sem vedel, ne, pa sploh, če še pa okolica ti, ne,
ni vzpodbudna in te tlači dol, potem še to bolj tako zgleda. Zato je boljše, da si naredite v začetku majhne cilje, jih dosežete, vam bo dalo elana in tudi dejansko potem boste lažje kreirali naprej vedno večje in večje cilje, ker boste vedeli, da ste sposobni, dalo vam bo to moč, da ste sposobni in da jih lahko ustvarite. Naredite si vizije, ustvarjate eno drugo prihodnost. Tako kot sem rekla, cilje naj bojo na začetku majhni, pa jih potem vedno stopnjujte in povečujte. Običajno, to sem že prej malo ponazorila, ljudje, ki imajo slabo samopodobo in potem si nastavijo cilje, si naredijo ful velike cilje in potem jih ne doseže in imate občutek, ne, res nisem sposoben, ne zmorem, vse sem vedel, ne, mislim brez veze, da sem sploh to šel. Če bi si pa naredil majhne cilje, katere bi lahko dosegel, bi pa dobil voljo. To pa sem jaz sposoben narediti, lahko grem, nimajo oni prav, nimam jaz prav, ne, in ti da tisto energijo, ker veš, da to zmoreš in na ta način potem povečuješ te cilje. Zato vedno dovolite si delati majhne korake, mali korak, pa mali korak, pa mali korak. Ni nujno, da je to zdaj z prve, ne vem, štart, pa na polno. Jaz recimo ne tekam, pa če bi mi zdaj nekdo rekel, idi na 5000 metrov, ne zmorem. Če pa bi mi rekel, idi, ne vem, 10 metrov preteč, pa bi verjetno zmogla. Zdaj pa če ena banalna stvar, ampak res tiste male korake in ko bi večkrat pomalo naredila, bi verjetno tudi od tistih 5000 prišla. Kot sem že prej omenila, zelo pomembno je tudi, kaj si vrtimo v naših glavah, kakšne slike si stavimo, kakšne filme si stavimo. Vedno se vprašajmo, komu ta glas pripada. Je to moje? Je to res nekaj, kar si jaz želim? Ali je to nekaj, kar so mi drugi dejansko, ker vemo, da okolica zelo vpliva na nas. In dostikrat se zgodi, da ne vem, ti govorijo, nisi sposoben, pa kaj boš ti to. In potem imamo te slike v glavi in če res poslušamo samo to, nas to res dol potavče. Če pa gremo naprej s temi glasovi, da ugotovimo, da to pa ni naše, da si mi nekaj drugega želimo in vemo, da smo sposobni in vemo, da smo si naredili majhne cilje, ki smo jih dosegli, pa bomo lažje šli naprej. Zato je zelo pomembno tudi, da se samo opazujete in to zavestno. Čuječnost je ena super zadeva, da nas v bistvu postavi v to situacijo prisotnosti, da smo prisotni in umirjeni in to nam potem zelo dosti pomaga pri kreiranju. Vedno imamo določen tisti štart, se pravi, kje bomo začeli, konec pa je neskončen, nikoli ne vemo, kje se bo končalo. Vse je v bistvu od nas odvisno, sami si ga kreiramo, vse je odvisno od te naše vizije, od fokusa, ki smo si ga zadali, ne. Štartna pozicija je določena, ampak kje bomo končali pa samo tisto, kaj si bomo nastavili kot vizijo, kaj si bomo nastavili kot fokus. Ne obstaja noben vzorec, ki bi nas pa določal, ali bomo uspešni ali bomo neuspešni. To je v bistvu popolnoma odvisno od nas. Ni pomembno, v kakšni družini smo se rodili, kako smo odraščali. Pomembno je res samo od nas, od naše odločitve in od tega, kar v bistvu imamo mi zadano kot vizijo ali pa fokus. To nam v bistvu zelo pomaga. Zraven pa je zelo pomembno, da kadar imamo vizijo pa fokus, da si ne samo postavimo cilje, ampak da si tudi organiziramo čas, da si malo naredimo eno organizacijo in časa, in denarja, in energije. V bistvu moramo zato res v ta fokus zelo veliko vlagati. In fokus je naša najboljša investicija. Poskrbeti pa, tako kot sem rekla, moramo za sebe in graditi odnose z drugimi. Se pravi, skrbimo za sebe, gradimo odnose z drugimi. Ljudje so zelo pomembni v našem življenju. Karkoli v življenju boste počeli, vedno rabite ljudi. V bistvu, če pogledamo že samo v našem poslu, potrebujemo stranke, potrebujemo ljudi, ki jim pomagamo do boljšega zdravja, do finančnega boljšega stanja. Potrebujemo družino, potrebujemo prijatelje. Kamorkoli se obrnete, se strinjate z mano? Vedno so ljudje tisti, ki jih potrebujemo, rabimo okoli sebe to v bistvu
človeško toplino in to, kar smo prej rekli, da je zelo, zelo pomembno in komaj čakamo vsi. Verjamem, da se vsi veselimo tega našega srečanja v živo in to se je res tudi čutilo v Opatiji. Tako kot sem rekla, za uspeh so pomembni odnosi, komunikacija in ta pozornost. Vedno, vedno, vedno potrebujemo ljudi. Zapomnite si to. Odnosi so zelo pomembni, na kak način jih zgradimo. In zato je tu ful dobro vprašanje, da se sami pri sebi vprašate, kdo sploh sem jaz? Kdo si ti? In kakšen je svet? In si poskušajte odgovoriti na ta vprašanja. Če bom zdaj rekla, mi smo res en taki neskončen vir potenciala. Se pravi, potenciala imamo ogromno, samo treba ga je prepoznati in si dati priložnost in to možnost. Ne smemo se prehitro omejiti na neke stvari. Če pa želimo naprej, Gregor je prej omenil, ja, veliko delamo po družabnih omrežjih in v bistvu res ta izpostavljenost, da nas ljudje vidijo, da nas poznajo, še posebej zdaj v času, ko smo bili 2 leti vsi pred računalniki, druge možnosti nismo imeli, kot da gremo pred ljudi na ta način, da se jim pokažemo na ta način, da nas poznajo. Zdaj je to mnogo lažje, tudi maske so nam odstranili, tako da zdaj bomo tudi lažje te osebne stike delali, tako kot smo jih bili vajeni. Glede te izpostavljenosti je pa zelo pomembno tudi, da se znamo izražati, da znamo neke stvari povedati in da povemo, kaj si v bistvu mi želimo. Ker vkolikor mi ne povemo, recimo ne vem, zdaj če dam čisto osnovni, tako čisto banalni primer, zelo sem žejna. Pa če ne bom rekla, potrebujem vodo, je tudi verjetno ne bom dobila. Torej, moramo se znati izražati, moramo povedati, kaj si želimo. Ker če bomo samo to nekje v sebi držali, pa pričakovali, da bo ljudje vedeli sami od sebe, verjetno se ne bo zgodilo nič, ne. In v bistvu na ta način ne bomo prišli do neke rešitve in je tudi ne bomo mogli realizirati. Zato je vedno zelo pomembna ta komunikacija, tudi ta odnos jaz-ti. In tudi naš govor in naše vedenje. Pa ne samo govor in vedenje z drugimi, ampak tudi ta govor in vedenje s samim seboj. Tudi na kak način sami s sabo komuniciramo, tudi sami s sabo imamo neke odnose. Tako da v bistvu iščemo več čas neke kompromise in s seboj in z drugimi. Kadar smo v odnosu z drugimi, je super, da se ne, recimo ne vem, jaz pridem z eno idejo, nekdo, ki z mano sodeluje, pride z drugo idejo. Nismo na isti valovni dolžini, kot rečemo po domače, ampak je fajn, da pridemo skupaj do neke rešitve in da najdemo kompromis. Ni fajn, če se jaz njemu podredim ali pa da se on meni podredi. Super je, če najdemo eno skupno rešitev na to in da smo v bistvu res potem našla ta kompromis, ki nas pelje naprej in smo na ta način oba zadovoljna, ne. Če pa se podredimo enemu, je ta drugi zelo zadovoljen, oni ta drugi pa verjetno malo manj, ne, ker vseeno ni bilo po njegovo in je nekaj manjkalo. Običajno, ko se izogibamo, ne, tudi meni je danes, ko me je Gregor prosil za to predavanje, sem jaz tudi najprej študirala, kako bi se jaz izognila temu predavanju, ampak na koncu sem ugotovila, da ko bežiš pred nečim, dejansko ravno rineš tja noter. Tako da vedno, ko se boste hoteli nečemu izogniti, morate vedeti, da posledično dejansko pa vseeno greste ravno tja, ampak ne bo vam pa prineslo tistega rezultata, ki ste si ga pa vi želeli. Zato, ker ne boste usmerili tja svoje fokusa in vizije. Spet, tako kot sem rekla, še enkrat ponavljam, slike, ki jih imamo v glavi, so zelo pomembne. Ne misliti samo, jaz bom pobegnil tistega, ker me bo tja sicer pripeljalo, ampak ne bo me pripeljalo zato, da bo to moj užitek in veselje, ampak zato, ker pač sem se hotela izogniti in je me vseeno tja vleklo. Naša energija pa skozi vse, karkoli ustvarjamo, pa nas vleče, ne. Mi smo energetska bitja in ravno to, kar bomo čutili, to bomo potegnili na sebe. Še enkrat se pa vprašate lahko na tem mestu tudi, v bistvu, kaj potrebujem, da bo 3 pikice. Sami sebe vprašate vedno, pač kar ste si zadali za ta svoj cilj, kaj v bistvu jaz potrebujem, da se bo to uresničilo.
Velikokrat se nam zgodi, da tudi sami ne vemo, zato nam to vprašanje lahko pomaga, ker v bistvu tudi sami včasih ne vemo sploh, kaj bi mi radi. Ampak pričakujemo pa od drugih, da pa nam bodo drugi potem recimo, ne vem, pomagali ali pa nam nekaj namesto nas naredili, ampak tudi oni ne morejo vedeti, kaj bi mi sploh radi, če mi ne vemo, ne? In nismo tega povedali, to, kar sem že prej omenila. Tako da v bistvu tudi ta komunikacija in z učenjem komunikacije ustvarjamo večje možnosti in boljše odnose. Vodenje in uspeh. Marsikatera vizija, prej sem ravno omenila, da smo ljudje pomembni in da ves čas jih rabimo. Ali je to samo prijateljski odnos, ali je to službeni odnos, kakorkoli. In če imamo neke velike vizije, da pogledamo recimo poslovni del, imamo veliko vizijo. Ta vizija je lahko recimo zelo prevelika za enega posameznika, zato je v bistvu nujno vključiti tudi druge. In tu je zelo pomembna spet komunikacija, odnosi. Mi si želimo biti vedno uspešni. Za neke manjše stvari bomo lahko dosegli sami, za kaj večjega, da pa kar več ustvarimo, pa je super, če imamo svoj tim. In tim je ena skupina ljudi, ki v bistvu skupaj ustvarja z nami in skupaj z nami dela. Zato je tudi tisti odnos pomemben, kot sem rekla, da iščemo kompromise, ker drugače tim sam po sebi ne bo deloval, ne? In ta uspeh timski je zelo pomemben od teh odnosov, ker uspeh in odnosi grejo z roko v roki skupaj. Tako da res zgraditi treba odnose, zgraditi neke kompromise, vsak ima neke svoje želje, potrebe, cilje, ampak v skupnem pa je fajn, da se najde neki kompromis in da so potem vsi zadovoljni. Ker kadar smo vsi zadovoljni, je potem dosti lažje delati, dosti lažje komunicirati, vsi imajo večjo voljo, vsi večjo veselje, tako da v bistvu tudi potem vsi točno vejo, kaj morajo narediti, da dosežemo ta en skupni cilj in smo potem res vsi zadovoljni. Kaj pa v bistvu pomeni sploh vodenje? Vodenje pa ta skrb in odnos ter pomoč. Pomembno je to, kar sem rekla že prej, da so delavci v skupini povezani, ta povezava. Pomembno je, da spoštujemo različna mnenja, vsak ima svoje neke življenjske izkušnje, svoj model sveta, ampak kljub temu pa moramo najti neke stvari, ki so nam skupne in nas vodijo do skupnih ciljev, zato da jih lahko potem res to uresničimo in spoštujemo vseeno, kljub temu, da ima nekdo nek drugačen pogled, nekako drugačno mišljenje. Vedno se vprašamo, kdo sem jaz, kaj je moj cilj, kaj so moje naloge. Da vemo v bistvu, kaj ima kdo za narediti in potem skupaj speljemo ta cilj. Kajti cilji so zelo pomembni za to, da vemo, kam peljemo. Tudi ko greste na dopust, si zadate eno destinacijo, rečete, tja želim. In ko doma štartate na začetni poziciji, točno veste, kje je vas fokus in kam vas mora pripeljati. In potem sledite ali navigaciji, ali pa če poznate dobro pot, po tisti poti. Zdaj, če boste nekam zgrešili, vprašanje, če boste prišli sploh do cilja, ali pa boste prišli recimo mogoče res z veliko zakasnitvijo in zelo pozno. Pa mogoče potem ne bo takega zadovoljstva spet, ne? Seveda pa moramo imeti tudi eno odgovornost. Odgovornost je tudi en ključen korak. V prvi vrsti odgovornost do sebe. Spet smo na prvem mestu, vedno smo na prvem mestu, kakorkoli obrnemo. Vendar se pa tudi mi učimo vedno od drugih. Zato je zelo pomembno spet, s kom se družimo. Zdaj, če se družimo z ljudmi, ki nas ne podpirajo, ki niso v bistvu enakega mišljenja in nimajo enakih nekih zahtev, pa so običajno tudi bolj negativno usmerjeni, potem bo verjetno zelo nas potegnilo v tisto smer. Da se bomo pa družili s pozitivnimi ljudmi, z to energijo,
ki je tudi bila zdaj v soboto v Opatiji, ko je bila množica ljudi, vsi so bili pozitivno naravnani, še glasba je bila, na koncu smo še vsi plesali in te kar dvigne, te kar poleti. Zdaj, če bi pa tam bili vsi zamorjeni, pa potem verjetno bi bili vsi za slabe volje in ne bi nikamor mogli naprej. Se pravi, vedno raziskujemo svoje kapacitete in svojo moč. Vedno gremo tja, kjer raziskujemo, razmišljamo v neko pozitivno smer, ustvarjamo, se odločamo, učimo in v bistvu vse to potrjujemo. Ne moramo pa v bistvu zanikati te naše odgovornosti, ker je v bistvu vse tudi povezano z nekim časom, ki smo si ga zadali. V bistvu moramo si tudi časovnico neko določiti, ker za vse nimamo dovolj časa in tudi dejansko, če neko stvar predolgo vlečemo, vprašanje, če je res to tisto, kar si mi želimo. Zelo pomembno je tudi, da si naredimo urnik in vse, kar pač imamo, vse naloge, vse prioritete, ki jih imamo, si jih zabeležimo v urnik, ker če jih nimamo v urniku, potem tudi obstaja možnost, da se ne bomo nič spremenili. Ker v bistvu ta zadeva, ki ni v našem kalendarju zapisana, ne obstaja dejansko. Torej ni sploh pomembna in je sploh ni. Zato smo zelo odgovorni za to, kar delamo sami sebi, za to, kar delamo drugim in pa v bistvu smo tudi odgovorni za to, kar delajo drugi nam. Zdaj se boste verjetno malo vprašali, kako je to možno. Ja, ker jim dovolimo, torej smo pustili, da nam lahko delajo karkoli. In tu je tudi ta odgovornost, da je zelo pomembno, da to, kar delajo drugi nam, in če nam to ne ustreza, se moramo kljub temu mi spremeniti in mi narediti nekaj drugačnega. Vsaka sprememba v našem življenju pa traja, kaj mislite, koliko? 1 sekundo. Torej vsako sekundo imamo možnost za spremembo. Zato moramo res v bistvu sprejeti to odgovornost sami zase in za to, kje smo. In zakaj ne bi nekaj, če imamo nekaj super, recimo nek super izdelek, zakaj ne bi tega delili z nekom? Zakaj mu ne bi pomagali na ta način? Zakaj mu ne bi, ne vem, na ta način pomagali rešiti nek problem, ki ga ima? V bistvu pa je posledica vsega tega, ko pa mi nekomu pomagamo rešiti nek problem, pa tudi za to dobimo plačilo. Kar pa je ta denar, pa je v bistvu samo odraz nečesa, kar smo mi naredili. Kolikor nam pa ti odzivi naši niso všeč, kako se drugi odzivajo na nas, je zelo pomembno, da se mi spremenimo. Ne smemo jim dovoliti, da mi zdaj zapademo k tistemu, kar pač se oni odzivajo na ta način do nas, ampak je fajn, da se mi spremenimo in gremo naprej. Teda v bistvu vedno imamo to moč nad tem, da kontroliramo tudi to, kar nam drugi delajo. Zato je fajn, da sprejmemo odločitve. Odločitve pa izvedemo na ta način, da v bistvu res potrebujemo eno energijo, da lahko to naredimo. To energijo pa dobimo v bistvu iz nekega notranjega miru, iz postavljenih ciljev, iz vizije, iz fokusa, ker v bistvu samo zato, da mi pridemo do cilja, rabimo eno energijo, ki je pa zelo pomembna in to energijo rabimo na začetku poti. Potem, ko enkrat zaštartamo, je v bistvu samo potovanje, ki pa ne zahteva več toliko od nas. Kdo so uspešni ljudje? Tisti, ki zaključujejo. Nasprotje od uspeha je običajno ne neuspeh, ampak odnehati. Ampak zakaj odnehajo? Ne zaradi denarja, ampak zaradi tega, ker jim je zmanjkalo energije. Se pravi, ta energija je zelo, zelo pomembna tudi. In izhaja iz naše osebnostne rasti. Ta transfer moči lahko črpamo tudi iz kakega drugega obdobja, iz kakega drugega prostora, iz kakšne druge okoliščine. Pomeni, da v bistvu svoje znanje vlečemo tudi od drugod, in ga uporabimo takrat, ko ga rabimo. Se pravi, ne vem, ste bili kdaj na kakem drugem seminarju, tudi zdaj v času pandemije smo imeli možnost veliko teh internetnih izobraževanj.
od vse posod lahko črpamo nekaj, kar nam v bistvu lahko koristi nekje druge. Ne, to znanje v bistvu nam nihče ne more vzeti. Tudi če berete kakšne knjige za takšno vsebino, tudi od tam lahko črpate. Vse to nam daje to moč in to energijo. Odzivati se pa moramo včasih zelo hitro in se zavedati, da v bistvu zmoremo. Zmoremo in druge variante ni. Ne obstaja. In bolj, ko nekaj vadimo, prej se nam bo ta sprožilec odzval. Ne bo res mogoče čez noč ali pa na klik nekaj se zgodilo, ampak dolgoročno pa verjemite, da bodo spremembe. Uspeh, čas in denar. Kakšno povezavo imajo? Naša učinkovitost je v bistvu dejansko vseeno ključ. Ne moreš biti uspešen, če nisi učinkovit. Se strinjate? Kimajte. Kaj sploh je uspeh? Uspeh je dejansko ena naša potreba. Vsi si želimo biti verjetno uspešni. Ne poznam človeka, ki bi si želel biti neuspešen, ampak vsi želijo biti uspešni, ampak imamo pa samo dve možnosti vedno. Ali si uspešen, ali pa nisi. Ta tretje variante srednje poti ni. Vsak ima neke svoje lastne ideje, v bistvu, kaj te zadovolji, kaj nas zadovolji, ko govorimo o nekem uspehu. Ne rabimo pa v bistvu biti nobenemu podobni. Lahko, vsi smo ok in si poiščemo neko svojo formo za uspeh. Zdaj, če je nekdo ob nas zelo uspešen, ne rabimo ga dejansko skopirati, ker to nisi ti. Moraš najti vedno tisto svojo, kaj je tvoj uspeh, kaj si ti želiš, ne, svojo formo. Lahko neke stvari črpaš od njega, ampak ne pa ga posnemaj. Res je, da želimo vedno nekomu pripadati, pa želimo se podrejati, pa mu biti podobni, ampak na ta način ne bomo uspešni. Bodimo unikatni, ker smo edinstveni in struktura, tako kot sem rekla, je lahko enaka, v bistvu naši pogledi pa naša dejanja pa so lahko zelo, zelo različna. Kadar si delamo vizijo, moramo najti tudi eno ravnovesje. Vizija mora zajemati tudi v bistvu ne samo poslovno, ampak celotno, vsa področja vašega življenja. Karkoli se vam v življenju dogaja, mora biti vizija, ker je vse prepleteno, na vseh področjih postavljeno. Drugače jo bo dosti teže, recimo, ne vem, postavim si samo vizijo za posel. Ampak kaj pa je moja vizija, recimo, ne vem, v privatnem življenju? Kaj si jaz tam želim? Tako da v bistvu na vse, če poznate tisto kolo življenja, tisto je super zadeva, da si na vseh področjih ovrednotite, kje ste, kam želite, tako da se v bistvu vse te zadeve uravnovesijo, ker se dejansko in naše privatno življenje in poslovno življenje se ves čas prepletata. Pri financah pa vemo, da se vedno da kaj delati, ne? Denar nam je zelo pomemben, ampak vedno pa obstaja eno vprašanje. Zakaj nam je denar pomemben? Zato, ker vseeno moramo nekako preživeti sebe, otroke, vedno se ukvarjamo nekako z denarjem, da imamo kontrolo nad njim in pa moramo gledati, da imamo mi kontrolo nad njim in ne on nad nami. Da v bistvu dejansko so res ene 3 valute zelo pomembne, to so čas, energija in denar. Denar je vedno samo posledica nečesa. Na začetku rabiš vedno kaj? Čas. Je tako? Na to rabimo kaj? Energijo. Smo rekli, da se lahko premaknemo, da nekaj naredimo. In preživeli bomo samo takrat, ko bomo imeli energijo in ne denar. Denar je pa vedno samo ta posledica našega časa in energije, ki smo ga vložili v neko delo. Kaj še je pomembno? Recimo, ne vem, zadamo si več projektov, ker mislimo, da bomo potem več zaslužili. Ampak potem smo nekako razpršeni. Zato je bolje, da si izberete en projekt, pa tistega zaključite, kot pa da imate 20 projektov, pa vsakega nezaključenega, vsakega nekaj malega, samo naredite. Delajte si majhne korake, smo rekli, in v bistvu jih tudi zaključujte. Ampak, ko želimo nekaj delati,
Pa če bomo pa štartali tu z majhno energijo, pa ne bomo ravno prišli do nekega rezultata, tu pa rabimo. Energija je edina, ki jo rabimo res veliko in fajn je, da zaštartamo z veliko energije, zato ker bomo lažje prišli do rezultata, ki ga želimo doseči, kot pa če bomo šli z eno majhno energijo. Zraven tega pa moramo imeti še, seveda, smo rekli, fokus. Brez fokusa ne gre, ker šele takrat vemo, kaj si želimo in tudi takrat, ko imamo v urniku vpisano, ko imamo fokus, če bo karkoli vmes prišlo, pa nas bo želelo zmotiti, bomo mi lažje rekli ne, tega pa zdaj ne morem, ker zdaj imam pa to, pa to, pa to. Kadar pa nimamo, pa nam potem drugi skreirajo naš čas in vse, kar se tiče tega. Seveda pa ne smemo ob vsem tem pozabiti, zdaj sem vam tako naštela, kaj vse je treba narediti, ampak vseeno pa ne smemo pozabiti na naš prosti čas. Rabimo sprostitev, da napolnimo svoje baterije, da bomo imeli energijo za štart. In spet, pomembna je ta naša komunikacija, ker smo odvisni od nje in tudi tukaj potem vidimo, ali bomo neke zadeve zaključili ali jih ne bomo zaključili. Najlepša hvala za vašo pozornost. Upam, da vam je bilo danes koristno. Jaz sem uživala v vaši družbi in verjamem, da se kmalu spet vidimo. Hvala. Hvala lepa, Polona. V bistvu je bilo to, ne rečem, odlično, zelo univerzalno predavanje oziroma tematika, ki jo lahko naveže kdorkoli kamorkoli. Zelo mi je bilo všeč, sem presenečen. Hvala lepa. Hvala. Bi se navezal na eno temo, ki si jo omenila, mi je vmes en klik naredil, omenila si črpanje. In ravno danes sem imel en zanimiv primer iz prakse, bom rekel, ljudje novi v naši družini, in dejansko sem dobil vprašanje, kakšen sistem ima Forever, kje grem po navodilih, da bom jaz tako kot vsi. In zanimiva stvar tega je, odgovor je, Forever nima direktnega sistema, ampak dejansko se znanje prenaša, načeloma vi graditelji, rečem jaz temu, se pravi sponzorji, vi dejansko nosite to znanje naprej. Vi ste tisti, ne vem, če ste aktivni v tem, kar pomeni, da niste samo uporabnik izdelkov, pa s tem ni nič narobe, vi poveste, da tu lahko dobiš informacijo, probi s tem, na koncu se vedno izbere nekdo tisto, kar mu paše. Je pa prav, da ve, kaj je še vse zraven. In še enkrat, zato so takšna predavanja, oziroma da pogledamo res sami pri sebi, zelo dobrodošla. Še zadnjič se ti zahvalim, hvala. Hvala za to priložnost in izkušnjo. Še boš na vrsti. Hvala. Jaz sem videl, da znaš zelo dobro predavati in tudi meni je bilo super predavanje, tako da hvala ti enkratno. Včasih je fajn tudi, da če že kaj veš, se kaj spomniš in skozi takale predavanja v bistvu ti klikne, tole sem pa spet malo izgubil iz svojega fokusa. Tako da moram reči, da mi je bilo zelo všeč in tudi super si povedala in vsem je lahko v eno veliko korist, tako je že Gregor rekel, na osebnem področju, se pravi ne samo kot Forever, ampak tudi v vse smeri. Tako da, hvala ti. Hvala. Polona, super, se pridružujem, pohvalam. Hvala, super je bilo. Ok, na kratko še povem, bomo pa še poklepetali, preden pozabim. Maja je Global Rally. Tradicionalno je, da dobimo kaj novega in pričakujemo kakšne novitete, novosti. Tako da mislim, da je, Andreja, pa me boš popravila, okrog 15 je bil planiran, med 10 in 15 je bil Global Rally. Ja, mislim, da nekaj takega, ja. No, v glavnem. 19.5. bo z nami dr. Arbeiter in se bo zelo ekspresno potrudil in pripravil do takrat, da bomo takoj te nove izdelke obdelali, karkoli nam bojo že predstavili in prezentirali, tako da boste pozorni na to, tudi prosim še enkrat, pač v ekipi jih malo podregite, da bojo ljudje vedeli.
ki se bodo lahko seznanjali z novimi dogodki, izdelki, ker mislim, da kar pripravi dr. Arbeiter načeloma do zdaj, smo vedno dobili to strokovno pogled in res tiste praktično, bom rekel, iz njegovih izkušenj nam je znal tudi povedati. Kot sem že na začetku omenil, pa nekateri niste slišali, dogodek v živo bo definitivno 5. ali 6. mesec, drug teden bom malo več informacij imel. Ne bo to success day, ampak res mask ni, nekih omejitev ni, dajmo se dobiti, pokremljati malo energija, predlogi, načrti, karkoli pač. Zelo tako, bom rekel, casual stvarca. To je to z moje strani. Še kdo kaj? Ne, še enkrat hvala, lepo je bilo, lepo bodite, lepe praznike. Enako, zdaj je čas, da se malo umirimo, malo z družinami, oziroma kakršnekoli navade ima kdorkoli že. Lahko noč. Adijo. Adijo, hvala. Lahko noč. Lahko noč, dio. Lahko noč.